Obnova je namenjena tistim, ki so prvi in drugi del prebrali in bi pred nadaljevanjem radi osvežili svoj spomin. Če prvega in drugega dela niste prebrali, si videa ne oglejte in raje preberite romana. Zgodba se začne z neznano Gorjanko, ki v dolini išče morebitne preživele rojake. Tam naleti na dva vojščaka jeklene legije, ki imata nalogo še nekaj dni nadzorovati območje in se prepričati, da ni nihče preživel pokola. Med zasliševanjem izve, da je preživel en sam Zlatorog, ki mu je pobeg omogočil neznan bojevnik. Ta novica ji vlije upanje. Zgodba se nato preseli k Ganeju, ki skupaj z Zlatorogom beži skozi gorati svet. Ko se ustavita ob slapu, da bi se Ganej okopal, ga preseneti ista Gorjanka in ga napade. V boju ima Ganej slabši položaj in skoraj izgubi življenje, dokler se v boj ne vmeša Zlatorog. Ob njegovem napadu pride do spoznanja. Gorjanka in Zlatorog se poznata iz preteklosti. Izvemo, da je Zlatorogu ime Tal, Gorjanka pa se kmalu predstavi kot Zarja. Ko se napetost poleže, Ganej Zarji razkrije svojo pot in jo opozori, da rdeči čarodeji z vojsko jeklene legije korakajo proti goram. Sporedno se zgodba preseli k Belotu, vrhovnemu poveljniku jeklene legije, ki z manjšo četo zasleduje Ganeja in Zlatoroga. Med počitkom se mu pridruži Ralan, njegov stari prijatelj, ki mu prinese skrivno sporočilo. Ena od 3 legij se pripravlja na upor proti rdečim čarodejem. Legije so naveličane večne vojne in vse bolj spoznavajo, da jim čarodeji nikoli ne bodo izpolnili obljube, s katero so jih zavezali v služenje. Belot sprva zavrne sodelovanje, a skozi pogovor z Ralanom začne dvomiti o poti, po kateri hodi. Njuno srečanje prekine napad Lesnika. Ralan se žrtvuje, da ostalim omogoči pobeg, kar Belota še globlje omaje. Obenem se četi pridruži Jaroslav, preoblečen v sovražnega vojščaka, ki mu uspe Belota prepričati, da je eden od njih. Medtem Ganej, Zarja in Tal prenočijo v jami, kjer jih obiščejo ognjeni škopniki, ki jih privlači Talova srž. Naslednji dan jih preseneti Belotova četa. Jaroslav se razkrije in skuša pomagati, skupaj zbežijo, reši pa jih gorska nevihta, ko strela uniči večino čete. Belot preživi, hudo ranjen se z Ganejem spopade. Med bojem oba padeta v prepad. Umirujoči Belot Ganeju razkrije usodo svojega ljudstva. Njegovi predniki, pleme Dragorokov, so bili dolgo tega pregnani iz sončne dežele, prečkali širne snežne poljane na severu in se naselili v novi deželi. Ko so čez 100 let izčrpali zemljo in začeli stradati, so se pojavili rdeči čarodeji in ponudili pomoč v zameno za vojsko. Njihov kralj jim je predal 3 legije in dovolil, da jim izbrišejo spomine na dom in ljubljene, z obljubo, da jih bodo vrnili, ko bo srž uničena. Ganej mu vzame meč in ga pusti umreti, a nova spoznanja ga začnejo težiti. Belota kasneje najdeta 2 preživela vojščaka in ga odneseta s seboj. Ko se Ganej vrne k ostalim, skuša z Zlatorogovimi rožami pomagati ranjenemu Jaroslavu, a mu Zarja to prepove. Pove mu, da rože v ljudeh zbujajo vizije in norost, saj je magija zanje premočna. Spomnimo se na zdravilko Živo iz prvega dela. Ganej Zarji vseeno ne verjame, saj jih je že jedel, a Zarja mu mošnjiček z rožami vrže v prepad. Skupina nadaljuje pot proti hramu, skrivnemu mestu Gorjanov, in na poti srečajo Ajde, velikane, ki jih prav tako kot škopnike privlači Talova srž. Srečanje se konča brez boja. V hramu, skritem gorskem mestu Gorjanov, jih sprva sprejmejo s sumom. Najbolj sovražen je mladi bojevnik Rodan, ki ima z Zarjo očitno preteklost. Šele posredovanje poveljnice Mileve jim omogoči vstop v mesto. Odpeljejo jih pred starešino, ki nosi ime Ded Gorazd. Ganej in Jaroslav hitro opazita nekaj nenavadnega. V mestu ni ne otrok in ne starcev. Ded Gorazd deluje mlad, skoraj brezčasen. Ko jih Tal zapusti in se vrne k svoji čredi Zlatorogin, starešina prisluhne Ganejevi zgodbi o rdečih čarodejih in njihovih načrtih. Namesto panike Ded Gorazd mirno obvesti svoje ljudstvo in varnost zaupa goram ter mogočnemu obzidju hrama. V naslednjih 2 tednih Gorjani skupaj z Ganejem in Jaroslavom pripravljajo obrambo. Medtem se Ganej in Zarja postopoma zbližata. Ko se pred mestom pojavi sovražna vojska, se zgodi kup spletk in prevar. Sovragi zahtevajo,
zahtevajo, da jim Gorjani predajo Zlatoroge. Izvemo, da so rdeči čarodeji in ded Goraz stari znanci, da so dolgo časa tega prišli v hram in ugrabili 2 mlada Zlatoroga, ki so ju uporabili v ritualu, s katerim so svojo prazno magijo utrgali od srži. Zarja zameri Ganeju, ker izve, da se je nekdaj boril proti njenim rojakom. Spoznamo, da zaradi bližine Zlatorogov Gorjani živijo neverjetno dolga življenja in se nikoli ne postarajo, imajo pa tudi zelo malo otrok. Jaroslava ugrabijo sovražniki ali pa ga ubijajo, na tej točki ni ravno jasno. Ganej in Zarja se pobotata, vsaj zdi se tako, saj skupaj preživita noč, ampak je njun odnos še vedno napet in čuden, predvsem pa veliko pustita neizrečenega. Ko se začne velika bitka, Gorjanom sprva kaže dobro, saj jim pomagajo ajdi, a nato čarodeji s svojim skrivnim orožjem, katapulti in svojo magijo razrušijo obrambni zid. Zarja je ranjena, ded Goraz domre, a pred smrtjo pomaga Ganeju razrešiti dvome o krivdi in pravičnosti vojne, tal pa izgine neznano kam. Ko je položaj skorajda brezupen, se v mestu z vojsko Ganejevih rojakov pojavi Jaroslav, ki je kot ujetnik med vojščaki nekdanje knežne vojske zanetil upor. V tej četi so tudi Ganejevi prijatelji iz mladosti. Enega od njih, Gabra, moža Dane, ki je Ganeju in Jaroslavu pomagala v prvem delu, Ganej pošlje domov k ženi z nalogo, naj razširi vesti o tem, kar se je zgodilo. Združene sile napadajo. Tehtnica se večkrat prevesi. Ko se v boj znova vmešajo čarodeji, Ganej poje Zlatorogove rože, ki ga tokrat pahnejo nenavadne vizije. Kot mu je napovedala Zarja, saj je zdaj že preveč prežet s sržjo, da bi jih lahko užil brez posledic. Vizij se komaj otrese in spozna, da je zdravilna moč Zlatorogovih rož zdaj zanj prepovedani sadež. Sledi zadnje razkritje. Eden od čarodejev skuša poplaviti bojišče. Ganej se skuša prebiti do njega, vendar mu pot zastavi Belot, ki naposled sprevidi, da je na napačni strani in tako Ganeja spusti naprej in zapusti bitko. Nato se zgodi nekaj popolnoma nepričakovanega. Celotno mesto, vojske, Zlatorogi in 2 čarodeja začnejo izginjati v notranjost gore. Pobočje jih popolnoma požre in v njih naenkrat ni več ne duha, ne sluha. Ganej ubije 3. čarodeja, a se kmalu pojavi kurent in mu pove, da se bo čarodej nekoč vrnil, saj ga običajno jeklo ne more poraziti. Ganeja odpelje visoko med vrhove na travnike, kjer živijo vile, in mu razkrije, da je tal tam sprožil starodavni mehanizem, ki je mesto zaprl v goro in njene prebivalce potopil v brezčasni spanec. To je Zlatorogu vzelo veliko moči in zdaj počiva na travnikih v varstvu vil. Razen tega je z njim vse v redu. Le Zlatorog lahko znova odpre zapah in ta mora ostati zaprt, dokler se čarodej ne vrne in ga Ganej ne premaga, tokrat resnično in dokončno. To je edina možnost, da ga porazi, saj je brez svojih bratov čarodej najbolj ranljiv. Ganej, zlomljen, odločen, nalogo sprejme in začne se neskončno čakanje v svetu brez zaveznikov, prijateljev, Zarje in srži. Tako se konča drugi del.